Beletrina v živo. Lepo pozdravljeni v novi epizodi Beletrine v živo. Danes bomo govorili o japonski literaturi, govorili bomo o avtorici Emi Yagi in govorili bomo o novem romanu Briljantna domislica gospodične Shibata, ki jo je prevedel prevajalec, predvsem pa japonolog Domen Kavčič. Lepo pozdravljen. Živijo, hvala za povabilo. Domen, za začetek, kaj lahko poveva o samem romanu? Najina protagonistka je gospodična Shibata, dela v čisto običajni japonski firmi, v kajši podjetju, opravlja dela po navodilu svojega nadrejenega, kuha kavo, nekega dne pa se odloči in se zlaže, njej kava smrdi, ona je noseča, torej zlaže se. Tako se zgodba začne, kako pa se nadaljuje? Ja, torej, gospodična Shibata, ne vemo njenega pravega imena, se pravi pač imena. Poznamo jo samo po priimku, vemo, da ni poročena, stara je 34 let in dela v takem, bi rekel, staromodnem japonskem podjetju, kjer pač ženske kar po defaultu opravljajo neka dodatna dela, ki niso v njihovem opisu dela, ne. Recimo, gospodična Shibata mora streči kavo, mora pospravljati kavne skodelice, nikomur od moških sodelavcev. Ja, moramo omeniti, da je edina ženska na tem svojem oddelku. In noben se ne vpraša od moških sodelavcev, bi to moral on narediti, najmogoče. Pač kot ženska ona enostavno je določena za ta dodatna dela. Se pričakuje od nje. Ja, enostavno. In tudi ona do tega trenutka, ko dobi to briljantno domislico, če se navežem na slovenski naslov, mogoče je to prvi trenutek v njenem življenju, ko se je dejansko postavila zase. S tem, da zanimivo pač in ključno za to delo je, da je to se ona počutila, da mora narediti z neko lažjo. Ni mogla iskreno povedati, to in to me teži, ali pa bi to in to spremenili v delovnem procesu in tako naprej. Enostavno je bilo najlažje, da se ona zlaže, da je noseča. In upravičeno je pričakovala, da bo to povzročilo velik odziv med moškimi kolegi, začeli jo bojo dejansko jemati bolj resno. In to se zgodi? To se tudi zgodi in zato ona tudi nekako vztraja. Vse do konca zelo si uživi v to svojo vlogo nosečnice. Treba je povedati, da je to tudi dejansko izboljša življenja. Ona ni zares noseča, ampak dobi več časa zase, začne se bolj zdravo prehranjevati, ima čas dejansko, da si skuha, ker se vrne iz službe zdaj ob nekem normalnem času, bi rekli popoldne, ko so police v supermarketih še založene, medtem ko prej je prihajala domov v nekih poznih urah, večernih, ko je bilo že vse izpraznjeno, pač prehranjevala se je balkone z pripravljeno hitro hrano in tako naprej. Skratka, ona tudi opaža spremembe na svojem telesu, koža ji zasije, potem na neki točki se odloči, da se bo pisala tudi na aerobiko za nosečnice. Mami robiko. Mami robiko, podlaga si obleko s tem, da si naredi volumen trebuha. Skratka, zelo študiozno tudi pristop k temu, kakšna mora biti nosečnica. Zdaj, k zanesljivosti naše pripovedovalke se bova še vrnila, k tej laži. Ampak zdaj za začetek odprl si veliko stvari, veliko problemov, ki na nek način pestijo sodobno japonsko družbo in avtorica tudi z njimi fenomenalno obračuna v tem romanu. Obračuna z šovinizmom, patriarhatom, osamljenostjo, odtujenostjo, s tem, da preveč delajo, predolge ure. In se mi zdi, kako si ti razumel to kritiko, ki je bila zapakirana v avtoričin tekst, v to delo danes pred nami. Ti kot japonolog prebiraš tudi veliko japonske literature, se znajdeš v njihovih tekstih. Kako si doumel to kritiko? Se ti zdi njena, lahko rečeva, japonska vzhodna kritika, njene lastne družbe drugačna od tega, kako na Zahodu kritiziramo oziroma smo kritični do naše družbe? Ja, zanimivo vprašanje. Absolutno se mi zdi nekako
jaz občutam neko svežino, a ne, v tem, da recimo avtorica ni jasno to. To je neka pač mogoče na pol pikra, malo humorna in tako naprej obračunavanje s to japonsko situacijo, žensk na delovnem mestu in tako naprej. Ni, recimo, pač ne uporablja besed kot so, veš, patriarhat, feministka in tako naprej, ker se mi zdi, da v bistvu omogoča nek večje polje debate odpira, ne? Ker če mi rečemo, zdaj je ona obračunala s patriarhatom, se lahko tle konča. Ne? Ampak to smo že včeraj govorili, oprosti, ker te prekinjam. Da prav to je lastnost sodobne in pa tudi druge japonske literature, da oni, ko so kritični, ne uporabljajo teh besed patriarhat, feminizem, ampak ga opišajo. Mislim, zelo je, nikoli nismo si čisto jasni, kako ona čisto dobro, no, to mogoče sem malo preveč rekel, smo si na jasnem, da ona to zelo kritizira, ne. Hkrati pa noče biti preveč težavna, ali kako bi temu rekel. Ne. Ja, bolj kot, meni se zdi, da je to splošna kritika, tudi, seveda je tudi ženska izkušnja noter, ne, zelo prisotna, ampak na splošno kritika japonskega delovnega okolja. Ne. Tukaj vidimo, da vsi preveč delajo, vse kako ona opisuje te svoje sodelavce, kako so vsi bledični. Ne. Občutek ima, da so pač prav bolni, ne, od tega, ker so cele dolge ure pod temi neonkami, opravljajo tudi dela, ki bi jih lahko komod doma ali pa sploh jih ne bi bilo treba. Samo da pač za voljo nekega sistema, ne, kot je vzpostavljen, morajo se udeleževati teh tok in tok sestankov, morajo kopirati tok in tok dokumentov in tako naprej. Mislim, da gre za nek klic, ne, po bolj humanem delovnem okolju in sploh priložnost za bolj doživeto ali pa, kako bi rekel, uresničeno življenje. No. Ne gre nujno samo za pač ženski pogled, mislim, da je tukaj celotna pač kritika zapakirana noter. Ne. Ja, seveda, saj feminizem v svoji esenci je boj za moške in ženske, ne samo za ženske. Če se vrneva k gospodični Šibati, torej roman se začne z lažjo, s katero se mi pravzaprav strinjamo. Ne? Ona nam le na prepričljiv način opiše, da delovno okolje, v katerem je, ni dobro zanjo in se zato mi z lažjo čisto strinjamo, ker okolje se potem do nje zares spremeni, do nje se začnejo obnašati boljš, začnejo jo tretirati kot polnomočno pripadnico družbe, ni več le funkcija, ona bo zdaj mati, ne? Kar se tudi, kar lahko opažamo ta preskok tudi na Zahodu, a ne, kako se družba obnaša do žensk. In potem vstopimo v zgodbo, a ne, in nas pelje. Zdaj ne moramo mimo tega, da ne bi omenila nekih absurdov, neke, lahko rečemo, satire, ironije, ki je močno prisotna v tem romanu. A ne, ki potem nam tudi daje misliti, a je ona res zanesljiva pripovedovalka. A si kdaj pomislil, jaz sem, pač to je neka psihoza. Ampak a je ta psihoza zdaj, če rečeva, ne zelo nasilno, a je to simptom, a je to reakcija na njeno življenje, na okolje, v katerem je odraščala, v katerem se je pravzaprav rodila? Ja, v bistvu nam z veliko pač tako raznih prizorov, ne, skozi delo, ko se ona spominja tudi različnih stvari iz preteklosti, nam daje vedeti, da je ona vedno iskala nek prostorček zase. Ne. V tem smislu je zanimiv tisti proti koncu romana opisuje en vrt, ki so ga imeli za stanovanjskim blokom, kjer je odraščala. In ona si je vedno želela ta magični vrt imeti samo zase, kot svoje igrišče, kot nek varen prostor, kjer se ne bi drugi vtikali v njeno življenje. Vidimo, da je to zdaj v njenem poklicnem življenju čisto drugače. Ne? Vsi pač se vtikajo vanjo in pač njo to prav izredno iritira. Pa tudi ta prizor, ko ona kupuje tisti čilim v Turčiji. To sem dolgo razmišljal, zakaj je to noter sploh.
ampak vidimo, da ona ta čilim dojema kot nek svoj prostor, se doma na njem telovadi, pa bere, pa skratka, kakor da bi zamejeval nek njen prostor, v katerega drugi nimajo vstopa. Ja, jaz sem takoj pomislila od Virginije Woolf lastna soba in povezala na ta njen prostor. Zdaj Virginia Woolf si je izborila svojo lastno sobo, v kateri ona obstaja kot avtonomni subjekt, kot nekdo, ki piše, ki ustvarja. Naša gospodična Šibata pa si s to lažjo in s to namišljeno nosečnostjo ustvari svoj prostor. V bistvu gre v resnici za to, da vzame sebe in svoje življenje v svoje roke. In to je zanimivo, da spet mogoče se vračamo, zanimivo je, da to mora narediti, ali pa ona čuti, da mora narediti z lažjo. Ali je možno narediti na kakšen drug način, ali pa če ona s to knjigo skuša povedati, da dajmo to narediti na nek drug način. Je pa pri tem zanimivo, sem prebral intervju z avtorico Emi Miyagi v nekem japonskem časniku. In tam pravi, da je ona vedno, že kot deklica, imela rada in fikcijo in laž. In potem pove, recimo, malo taka quirky se mi zdi ta avtorica iz tega, kar je povedala, da igra fagot, ampak ker se zdi fagot nek tak inštrument, ki ga ljudje ne prepoznajo, pa se jim zdi malo tuj, je vedno, recimo, če je bila pri frizerju, govorila, da igra klarinet. Klarinet, pač so vsi tako vedeli, kaj je to. No, dokler ni na neki točki, je bila ujeta na tej laži, ko je pač dejansko govorila z neko klarinetistko. No, in takrat je rekla, da pač ona nikoli ni več rekla, da igra kakršenkoli inštrument, pač tle se je ona ustavila tej laži. Medtem, kot smo povedali, gospodična Šibata, ona pelje to laž do konca in še več, planira že naslednjo. Še enega bi imela. Ja. Pod vprašanje, rekel si, da si bral intervju z njo. Zelo me zanima, a je v intervjuju omenila razliko med sprejemom njenega dela na Zahodu in Vzhodu. Ker se mi zdi, da sploh ne. Ker se mi zdi, da Japonci ne sprejmejo dobro kritike, sploh če pride iz Zahoda, kako pa sprejmejo kritiko, ki pride od znotraj. Ker je knjiga kritična do japonske družbe, zelo kritična. Tukaj moram reči, da nisem to. Ja. Okay. Potem pa, če nadaljujeva s to rdečo nitjo, torej problemom natalitete, ki ga je pomembno omeniti. Knjiga govori o lažji o nosečnosti, pomanjkanje oziroma dejstvo, da ni nosečnosti, da ni rojstev, pesti tako Japonsko kot Južno Korejo. Zadnje statistike kažejo, da na 100 zdravih mladih posameznikov, parov, lahko pričakujejo v zadnjem času le 4 vnuke. Pravijo, da v zgodovini teh narodov ni obstajala kuga, ki bi izbrisala toliko ljudi. In seveda se tudi različni časopisi, mediji ukvarjajo s tem problemom. Bojda so ženske obupale nad moškimi, razkol med mladimi ženskami in moškimi je večji, ženske se premikajo v bolj feminizem, moški v večji konzervatizem. Opažamo sploh po koronskem času, tako v Južni Koreji, kot tudi na Japonskem, seveda, da je nasilje nad ženskami v porastu, se mi zdi, da krat 3. Kaj misliš? Zakaj? Kaj se dogaja? Ja, zelo široko vprašanje. Tukaj mogoče, če se navežem na eno prejšnjo zanimivo avtorico, pred par leti izdano tudi pri Beletrini, Mieko Kawakami in njena Vsa moja poletja. Tam vidimo, recimo, da protagonistka si dejansko želi otroka, ampak ni nikoli vprašanje to moškega partnerja zraven. Ona bo to naredila sama. Ne dobimo čisto dobre predstave, zakaj ona nima moškega v tej svoji sliki materinstva. Medtem ko tukaj pa dejanska nosečnost, dejanski otrok sploh ni vprašanje. Ona si dejansko ne želi. Za njo je otrok samo pač
neka stopnička za boljše življenje, mislim, fiktivni otrok. Zdaj, zakaj ta nizka rodnost? Ena stvar je zagotovo ta neka splošna negotovost v družbi, nezaupanje v prihodnost. Vemo, recimo, tako Japonska kot Južna Koreja sta ujete med 3 ogromne jedrske sile in to rožljanje z jedrskim orožjem se zelo glasno sliši na Japonskem. To je nek moment, ki zagotovo odvrača, pa vemo, da so Japonci nekako skušajo odgovorno pristopiti do starševstva, do tega, da imajo otroke in pač enostavno rojevati otroke v tak svet se marsikomu zdi narobe. Sploh, ker tudi sami niso še obračunali svojo zgodovinsko travmo, takšno in drugačno. Zdaj, zanimiv konflikt v sodobnem času se mi je zdel, da ob enem glasno protestirajo temu, da je bil film Oppenheimer predvajan na Japonskem in tudi trajal je kar pol leta, da so ga tam tudi predvajali. Ko se je to zgodilo, so se v javnosti pojavile hude kritike o samem razvoju jedrskega orožja, o tem, da je bil film predvajan na Japonskem. Obenem pa Japonci nobenega svojega lastnega vojnega zločina še niso priznali. Pravzaprav zahtevajo od Korejcev in od Tajvancev, da uničijo vse kipe, ki so bili postavljeni takrat, ko so oni delali pokole med osvajanjem oziroma med vojno. Ja, mislim, kot si rekla, take in drugačne travme. Se pravi, vemo, da so bili obupna, huda žrtev, pač z jedrskimi bombami, atomskimi bombami v Hirošimi in Nagasakiju, hkrati pač, pa niso povsem razčistili s svojimi lastnimi vojnimi zločini. In to je mogoče nek moment, ko pač nekako se ne izvijajo iz tega primeža teh travm. Ja, sej ti si tudi v bistvu prevajal veliko Haruki Murakamija. On je tudi mogoče vodilni med, včeraj sva govorila, kako si že rekel, novim valom po potresna literatura. Mislim, da se imenuje v japonščini, v angleščini se je veljavil termin post-disaster literature. Cela smer, ki skuša predelati to travmo in ta stalen v bistvu. Vemo, da Japonska leži na tektonski prelomnici praktično cela država. Tudi vsako leto je nekaj uničujočih tajfunov, skratka tudi naravne pač sile, kakor da so se zarotile proti tej državi in to močno občutijo ljudje. Če se razvije cel žanr literature, vemo, da pač mora biti neko globoko občutje za tem. Ja, seveda. Torej, prevedel si Kawakami, prevedel si zdaj Yagi Emi, prevedel si Haruki Murakamija. Večinoma prevajaš iz japonskega jezika, podnaslavljaš različne dokumentarce, filme. Večino filmov, ki ste jih gledali v japonskem jeziku, jih je podnaslovil Domen Kavčič. Na RTV Slovenija. Tudi v kinu, če je sreča. Tako. Kaj so pa sti prevajanje iz japonščine? Ne morava mimo tega vprašanja, zdi se mi pomembno, glede na to, da so oba japonologa. Japonci za začetek, če hitro omenim, uporabljajo kar 4 sisteme pisav in oba se obrneva v knjigi, ampak na naslovnici imamo samo kitajske znake, pismenke, po japonsko kanjije, uporabljajo potem še 2 zlogovni pisavi, katakano in hiragano, in pa za določene kratice uporabljajo tudi našo pisavo. Ali prevodi vzamejo dlje časa? Kako se podaljša ta čas? Povej mi, mogoče recimo, kako ste prišli do tega naslova. V originalnem jeziku, torej v japonščini, je naslov bistveno drugačen. Če mogoče začnem na koncu. Originalni naslov bi lahko prevedel kot beležka ali pa dnevnik praznega jedra. Moramo vedeti, da je ta beseda kushin, prazno jedra, avtorčina Novota, se pravi, ona si je izmislila to besedo.
Gre za neko metaforo praznine, ki se pojavlja in ponavlja skozi cel roman. Že od začetka se zelo jasno nakazuje, ko pač omenja, ne vem, pljuskanje čaja v prazen trebuh in tako naprej. Potem izvemo, da ona dela v podjetju, ki proizvaja te kartonaste tulce, recimo za navijanje toaletnega papirja ali pa alufolije, česarkoli. In obišče tudi večkrat to proizvodnjo. In to navijanje teh kartonastih trakov na nek kovinski pač drog, ki potem se ta cel pač kartonasta sname iz tega droga, je spet tam ta praznina, in ona pravi, ta praznina, še dobro, da je tam praznina, kaj ti zapolnila jo bom z zgodbami. Tukaj se spet vračamo na to fabuliranje. Je bilo pa težko nekako mogoče prepričljiv slovenski naslov iz tega potegniti. Angleški naslov, če verjetno bralci poznajo, v angleškem prevodu to delo se imenuje Diary of a Void, se pravi dnevnik praznine. Meni se tudi to ne zdi čisto najbolj sreča. Nekako mi ni najbolj potegnilo. Briljantna domislica je pa, kaj je njena briljantna domislica? Pač vedela je, da je ujeta med tnalo in kako se reče? Skratka, ujeta je med dve skrajnosti. Če ne bo rodila, če ne bo mati, bo v tej družbi nevidna, če pa bo dejansko zanosila in rodila otroka, bo pa preobremenjena. In ta briljantna domislica je njena srednja pot. Ko si me vprašala o prevajanju iz japonščine, o pisavah si govorila, moramo vedeti, da te 4 pisave, ki si jih omenila, se ne mešajo naključno v japonskem tekstu. Vsaka ima svojo točno določeno funkcijo, kaj zapisujemo za eno, kaj z drugo. Poleg tega Japonci pišejo oziroma tiskajo knjige in berejo od desne proti levi in od zgoraj navzdol. Se pravi, jaz odpiram knjigo tako in berem tako. To je že ena čista tehnična razlika in pač značilnost, ki dejansko vzame več časa. Jaz moram, ko prevajam iz te smeri, preiti v to smer. Poleg tega, recimo, značilnost te pisave je, da enostavno, če jaz hočem priklicati ta znak, to pismenko na ekran, jaz ne morem pritisniti ene tipke. Jaz moram pač dejansko, če vem, kako se prebere, moram pač prek latinične tipkovnice to spremeniti, pretvoriti v... Kaj pa, če ne veš, kako se prebere? Če ne vem, imam pa spet druge strategije. Ena je, da pač enostavno se pojavi nek zaslonček, katerega narišem, s tem, da moram paziti vrstni red potez. Lahko grem recimo po elementih, te pismenke so sestavljene iz pač. Imamo radikal, to pomeni pomenska sestavina, in potem imamo sestavino, ki nakazuje izgovarjavo in tako naprej. Skratka, so neke strategije, ampak mislim, da je jasno, da to vzame precej več časa, kakor če bi recimo latinično pisavo ali tudi alfabet, pač abecedno pisavo, ki ni latinična, gre precej več časa. Obupal še nisi? Kaj še pripravljaš, kaj še prevajaš? Imaš še kaj časa, da spremeš kak nov prevod, čisto za konec? Kaj se še obeta, kaj japonske literature še prihaja v slovenski jezik in predvsem pred slovensko bralstvo? Trenutno sem res kar precej zaseden. Zelo se veselim in malo se tudi bojim tega najnovejšega Murakamijevega romana, ki je šel, mislim, da na Japonskem lani spomladi. Skoraj točno pred enim letom. V slovenščini ga pričakujemo lahko nekako proti koncu naslednjega leta.
precej dolga stvar, no? Tako da zato pravim, da se ga tudi malo bojim. Trenutno delam eno zelo luštno knjigo za to založbo Beletrina o potujočem mačku. O mačku, ki potuje s svojim lastnikom v iskanju novega lastnika, ker ga mora iz nekega razloga lastnik oddati. Maček pripoveduje o svoji vezi s tem lastnikom v prvi osebi. Luštna, humorna, varljivo nekako preprosta fabula oziroma pripoved. Do konca tega leta moram prav tako za Beletrino prevesti še eno zelo vznemirljivo avtorico, ki v slovenščini še nimamo, oziroma ravnokar bomo dobili njene eseje. Tudi v mojem prevodu to je Joko Tavada. Zelo zapostavljena avtorica, pomembna avtorica, v slovenščini pa zapostavljena, no? Ker to zdaj pač bo prvi njen roman preveden v slovenščino. Avtorica živi v Nemčiji in piše v obeh jezikih, nemščini in japonščini. Šušlja se tudi o tem, da bi lahko postala Nobelovka, celo prej kot Haruki Murakami, ki ga omenjajo kot kandidata. Resnega kandidata, ja. In pa še eno knjigo imam v delu, oziroma moram kmalu vzeti v delo, to je Yoko Ogawa, ki je sicer avtorica, je že znana v več slovenskih prevodih. Prevedel bom pa eno njeno znanstveno-fantastični roman. Tako da se zelo veselim. Tako. Domen, hvala lepa za pogovor. Vam pa želiva dobro branje in predvsem kupite knjigo in berite še naprej. Hvala lepa za povabilo. Beletrina v živo.